Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti, epizoda številka 082, 82. Torej. Na drugi strani linije, kot vedno, ne bom zdaj rekel podcast sultan, kot rekel longboard sultan, Anže Tomič. Ja. Viden si v Ljubljani, vse posod. Kamor grem? Ljudje ne vejo več sploh, da podcaste delam, vsi sam še po longboardu sprašujejo. Ja. Kaj, moram priznati, da tistih par videov, ko sem jim poslal o sebi, mislim pač, ko sem te en mesec ali dva prosil, da izgleda kot dvometraž longboarda, Ja. dejansko znaš, no, moram priznati, moram požreti svoj ponos, da veš, da dejansko znaš. Ja, to hočeš reči, da kot moj prijatelj si hotel, da bom glupo izgledal. Ja, pa ne. Ja, da bi se lahko smejal, po drugi strani pa ne, zato da zdaj vem, da obstaja 1% možnosti, da jaz kakor to gre razvijam, če se spravim to delati. Okay, lepo. Ja, si vredo drugače? Sam, danes sem cel dan bordu. Aha, Ja, mislim cel dan, 3 ure pa res. aha, lepo. V glavnem, no, da ne bomo predolgo, v prejšnji epizodi, v 81. epizodi, je bil gost režiser Matevž Luzer. Govorili smo o filmih, oziroma o tistih, vsaj po našem mnenju, najbolj filmi, ki so nas najbolj zanimali, pa nam najbolj všeč v letu 2016. Nekako rdeča nit je bila pa vseeno film, oziroma bil film Rogue One, se pravi ta nov Vojna zvezd. Tako smo malo o tem debatirali, ja, pa odkrili, da so v bistvu lahko droidi tudi smešni in zabavni. Milo rečeno. Ja, ne, si me presenetil s tistim, nisem vedel za obstoj droida. Kaj je že bil? HK-47. Tako je, sem šel pol gledat, tako da ima Org dobre fore. Tako da, sploh ni dvoma, da ni bil ta novi droid v novem filmu izpeljan iz tega. Tako, No, a ne da. Ja. Ja. Potrjujem tvojo tezo. To je bil to je znanstven pristop. Ja, v glavnem v današnji epizodi, oziroma današnjo epizodo pa tudi sponzorira eno mlado podjetje Let's Doodle. In sicer znamka, lahko na nek način športna znamka, no, in sicer se ukvarjajo izdelujejo ene take cool hoodije. Ja. Poleg tega, da jih izdelujejo zelo dobrih oziroma vrhunskih materialov, to je mlad par iz Slovenije, ki to zadevo fura na Portugalskem. Smo se pa tudi oba nekako prepričala, čeprav ti malo bolj kot jaz zaenkrat, in sicer smo dobila vsak en hudi. Ti si svojega že dobil, jaz pa zaradi vrhunske španske pošte, ki bo zgleda zaostajala še kakih par dni, še nisem dobil svoje pošiljke. Tako da lahko potrdimo, da v Sloveniji pošiljka hitro pride. Ja. Tisti, ki boste pa v Španiji naročali, pa boste malo več čakali. Ampak Anže, ti malo pokomentiraj, no, kako te tebi zdaj, ko imaš hudi dejansko na sebi. Vrhunski hudi. Res je dober hudi. Jaz itak puloverje imam že tako, vse veš, kako je z nami. Ja, kupaš nekaj športnega, ta ogromni ljudje, ne. Pa malkrat kakšno tako stvar dobiš. Ja, jaz sem ga takoj, ko sem ga dobil, sem šel na šihtu. Če to ni endorsement, ne, pa ne vem, kaj je. Ne. Tako da, ja. Ne, res je dober. Pa še vzel sem tazga, tam, ko si ga zbereš, sem vzel tako vzorc, ki ga imam na bordu. Je po nesreči isti vzorc na bordu, kot je na hudiju. Vrhunsko. Ja, podoben, no, ne čisto isti, ampak ajde. Ja, ker ima res dober ta custom hoodie builder, ker si lahko dejansko sam zbereš barvo, vzorec, dolžina, širina in tako naprej, tako da dejansko izpade totalno custom made. Kar se ne moreš vsak pohvaliti, da ima custom made hoodie. Poleg tega pa za vse vas poslušalce tega podcasta čaka 20% popust, če greste na letsdoodle.com in pa pri plačilu potem vnesete discount code podrobnosti. Tako da, evo. Boljš ga dela od tega, kot ne od te najdel, tako hitro. Res je. To je to. Daj še poj admin zadeve. Ja, tale podcast je valjda del mreže Aparatus, ki je na aparatus.si. Imamo tudi svoj Twitter account, ki ga fura naš sužen strokovnjak. Na podrobnosti počrtaj si, dajte kakšno oceno v iTunesih, to pomaga, valjda pa največ pomaga, če zadevo tudi podprete. To pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Evo admin. Superca. Danes pa 82. epizoda, pa ne vem, kaj bi predstavil tega človeka drugače, kot pa lahko sam rečem brother from another mother. To je pa Smiljan Pavić, ki
Moj res dober kolega, dejansko ne dober kolega, najboljši kolega, praktično moj drugi brat. Skupaj smo odrasla in imamo marsikaj zanimivo za se pogovarjati. Bil je sicer gost že v epizodah, ko smo skupaj delali tiste razne, kaj smo delali, legendarne drafte, pa te stvari, NBA drafte igralcev iz košarkarskega kampa, kjer smo bili, ampak gost on sam pa še ni bil, tako da je bil tudi ful napaljen, ko sem ga zdaj končno po dolgem cajtu rekel, ajde pa leti in z veseljem leti, tako da super. Tako to je to, Anže še kaj? Ne, to je to. Mač pa Anže štarti zadevo. Ok, Pava, se slišimo? Jop. Ok, ful uraden Pava, ko nikoli ni uraden, zdaj je uraden. V glavnem, Smiljan, da te jaz sem pa jaz uraden. Pava, da te jaz te bom malo predstavil, pa bom povedal eno mini anekdoto o tebi, kako se jaz tebe najbolj spomnim na začetku, ko smo se mi jaz poznali. Pa mogoče nisem to nikoli tek pravo, sploh pa ne tek javno pa to. Mi smo bili v Mariboru, smo imeli kao full ekipo takrat, te mladinci pa to, ne. Ne vem, kao eni najbolj perspektivnih ekip, pa mislim, da je bila neka pionirska ekipa takrat, lih pred srednjo šolo smo bili in smo prišli gledati v Velenje, ne. In jaz sem takrat že kao pač bil, ne vem, dosti perspektivn, recimo najboljših igralcev te svoje ekipe in tako naprej, ampak pa celo sezono smo se bolj kot ne res takrat s tisto ekipo, ko smo imeli pač dejansko zdaj bolj kot ne sprehodili skozi ligo, ne zato, da bi zdaj rad se ful hvalil, pa takrat smo res imeli pač kvalitetno ekipo, dobro smo delali v Mariboru, tako se prej in kasneje za nami delalo, da pač vedno se poklopi kakšna ekipa in da ima tako dobro selekcijo. Ampak ne bom pa pozabil, ko smo šli igrati v Velenje, da nisem imel z dobenim leta prej pa leta potem toliko probleme igrati, kot pa proti tebi, ker si bil visok, dolg, pa dal si menih 5 banan minimalno, ti si tehnik, pravno frustracija totalna, ko sem rekel pa v PM, odkje je zdaj ta tule, da naenkrat nikoli slišal prej za njega, nisem imel za njega prije na tekmo, toliko človek me je zdominiral, veš, in na tak način v bistvu smo se mi pol spoznala, tudi pol igrali povratno tekmo, no, posle se pa ti že naslednjo sezono, oziroma naslednjo šolsko leto, smo se oba preselili v Maribor, kjer smo hodili v srednjo šolo in bila tudi cimra v dijaškem domu. Dijaški dom, kaj je že bil takrat? Dijaški dom Drava. To je legendarni Dijaški dom Drava. Dijaški dom Drava. Res, ja, okay. Dijaški dom Drava. Stari. Smejate, ja. To je resna stvar, ja. Ok, a si končala že zdaj? Ne, lahko poješ. Zdaj, veš kaj, navezal se bom na to tvojo zgodbo, ne. V bistvu, ja, zdaj si že uporabil te banane, ampak tako, v glavnem en Maribor je prišel k nam, jaz sem takrat šele začel trenirati in tako, vem, da po tekmi so mi te trenerji pa te iz Velenja, pa ti si baru dal banano, pismo, veš. Tako da, če mi ne bi ratalo karkoli v basketu, bi tako imel kafansko pričo, tako. Jaz sem pa leta 94, ker smo bili pionirji, dal barju banane, veš. Ja, to je pa zdaj drugi zorni kot bil, ja. Tako kam imaš pižamc, da je Milič ukradel žogo, enkrat nekaj ukradil. To nas to razlaga. Ja, tako da, no mi smo pa s Miljanom res bila, ne mene, par let smo bili tam, jaz sem šel eno leto za Olimpijo, oziroma Ljubljano, potem sem se vrnil nazaj v Maribor. Teda sem bila krena, koliko je 3-4 leta sem bila cimra v bistvu, ne? Ja, jaz sem bil 3 leta. 3 leta, no, jaz pa eno mes pustil, ja. In smo se res v bistvu nekako tek navezala na to, da smo od takrat naprej res nekako postala nerazdružljiva. Jaz vedno rečem Pava, da je ono res brother from another mother. In se mi zdi, da ko z enim greš skozi ta, ne vem, v narekovajih občutljiva leta, veš, tek srednja šola, pa to, pa ne vem, selice od doma, pa
pa iti skozi te prve nekakšne korake na pol profesionalne košarke, ko se pridružiš članski ekipi, pa iti skozi isto, se mi zdi, da pol nekako ostane te neki taki spomini, pa take vezi, ko jih nikakor kasneje ne moreš z nobenim drugim doživeti. No. In so to res en taki lepi spomini. Škaj, pa me zanima, prej si lih malo ti omenil, recimo, kako pa sploh ti, da se priča do košarke, zato ker Velenje na nek način, pa ne da bi rad kritiziral, pa karkoli, ampak nikoli bilo nekako znano po ne vem kakim vrhunskim košarki. No. Ne vem, vsi se pozna, ne vem, Velenje, rokomet, ne vem, nogomet ima tradicijo, ne vem, skakalnico imate tam, ko se peleš skozi Velenje, ne vem, atletika, kak že, ne vem, pač košarka pa nikoli ni bila nekako na tem nivoju, no, in kak si ti v bistvu prišel, od kje, kako, mislim, višina sigurno pomaga, no. Ja, jaz sem bil pač velik, igral sem tam za šolo, našel Anton Aškerc v Velenju, ne, v bistvu je pa to klub Elektra Šoštanj, ne. Tako da v Velenju mislim, da sploh ni kluba, niti ga ni bilo. No, zdaj pa jaz moram tudi povedati, ne, jaz sem tako z 12 leti sem igral tam za šolo, pač bil sem velik, suh, kako si prej rekel. Ampak orenk suh, tak orenk suh. Mislim, res, žgoljev. Orenk, palčka. In tako z 12 leti, tako sem videl tam na sosednja šola, tako blizu ene, pač igrajo košarko, ne, dej, jaz sem velik, ful igram rad košarko, pač tam za šolo, od jutra do večera, itek, pa še fotor tako pride, tako vmes, Smiljan, pa pej domov jest, pa se pol vrn, ne, kao, ne. Tako, ja, sam še mal, pa tako še ne 3 ure, ne. No, v glavnem, jaz sem začel pol, hotel sem trenirati, v glavnem pa nisem bil dovolj perspektivn, ne, pred 12. S tem, da so bili pač te, enih par še poznam, ne, so bili malo starejši in mi je trener tako po 2 mesecih rekel, kaj če bi ti šel na uno igrišče tam, ne, se pravi, tisto sosednjo, ne, kao, hotel mi je povedati, pač nisi dovolj dober, ne, pa ena od izjav, tako ko se spomnim, pa ne bom njegovega imena zdajle. Dega, oblati ga. Ne, ni šans, ne zasluž si. Tako reče, tamle imaš igrišče, se lahko pismo igraš tam, ne. Tako, okej. A ja, pa še ena izjava, to sem pozabil. Pa tako rekel, ti si krilni igralec. Vsakič, ko gre žoga v avt, ti izvajaš, veš, to je moja naloga. Presežem. No, in v glavnem, 2 leti je pol šlo mim in tako pač ta tovariš Kramperšek za telovadbo pri nas na Antonki. Tako reče pismo, zdaj opisujejo te pionirje, kaj če bi ti šel pač malo trenirati, ne. Pa jaz ne vem, ful sem se lomil, to vem, ker če bo isti trener, pol nimam šans, ne. In tako nekako sem se preplazil, da tja, pa tako sam pogledam, pa sta bila 1, 2 druga, pa sem rekel, in tam so se začele pač banane, pol boki otalati. Ja, no, pa v bistvu si mogel pa kar 1 leto, v bistvu si treniral samo 1 leto, nekaj takega, pa si pol že v bistvu preskočil na to, da smo šli, da si šel v Maribor, ne. Kjer pa smo takrat imeli res isto perspektivno ekipo in pol normalno se je začelo stvar malo bolj resno odvijati, no, da je bila poleg šole res basket tisti nekak glavna stvar, okoli katero se je vse vrtelo, no. Ne vem, jaz se spomnim, da smo dostikrat v tistem dijaškem domu, ko smo živeli, da smo nekako hodili na treninge pred šolo, pol v šolo, ne vem, po šoli spet nazaj na trening. So se dogajali, da smo pošli zvečer še na članski trening, da je bilo to čist nekaj nevrednega. Ne. Imela smo pa še enega cimera zraven, to je pa Matej Črešnik, ki je imel pa tudi svoje zgodbe, ne, pa svojih prigod. Anže, to je bilo res tak, mislim, to je bilo za eno tako knjigo napisati, da imaš ti v bistvu v dijaškem domu 3 modele, ko so 2, 5 ali pa višji, veš, skupaj v sobi. V sobi 3x3, ne? Soba 3x3, en pograd, pa ena single soba, s tem, da ko smo prvo prišli noter, so nam dali prvo, Anže, poslušaj to, posle iz bolnice noter. Ja. Se spomniš ti še to, pa?
Da se spomnim, to je bilo na začetku. A veš, pošle iz bolnice smo imeli, to pa zato, ker so malo daljše, a veš, že. Pošle iz bolnice so dejansko malo daljše, a veš, tako so 2-10 dolge, a veš, da ima na koncu tisto tako... Ne vem, če posluši to foro, veš, zakaj so dali bolniške, jaz sem v bistvu imam insiderske informacije. Ker si lahko uno stranico, tako, veš, ki imajo tisto, koliko je kdo zdravil vzel, veš, si jo lahko dal stran, pa so ti noge pinkljale. No, evo, okej. Ja, ker une posle v dijaških domu pač niso bile podmerske za nas. Tu se je pol vse začelo. No, in od tu naprej sem pol Smiljan bila dolgo časa soigralca, ne vem, vmes, ko sem rekel ne, in potem sva šla kasneje vsak svojo pot. No. Kaj me zanima, Smiljan, ti si igral res, pa ne vem, verjetno si eden od, ne vem, popravi me, mogoče ti to bolj veš, ampak ne vem, če ima kdo več, recimo, zmag v slovenskem prvenstvu, ne zmag, več prvenstv zmaganih kot ti. Ti si 8-kratni slovenski prvak, mislim, se sem prav rekel. Ne? Ja, mislim, da to še zmeraj drži, ne. Tako da, wow. To bo še nekaj časa držalo. No, Dragiša Drobnjak je neki blizu, tako da nimam pojma. Ampak ne vem točno, da ima on 7 ali pa 6. Aha. No, ampak recimo, kako pa ti gledaš, recimo, ti si prvič igral, če se ne motim, leta 96 za člane. Tam nekje 96-97 sezona je mogla biti, po mojem. Recimo, zdaj pa dejansko 20 let kasneje, ne, a veš, vmes si tudi igral v tujini, normalno, ampak recimo, kako ti gledaš, recimo, primerjavo, recimo, slovenske, pa ne lige, pa tudi recimo baskete, pa to ti boš v bistvu imel najbolj nekak feeling med to razliko, a veš, v 20 letih, ker si nekako doživel to, a veš, ti si bil v bistvu res v dosti slovenskih klubih, pa si začel tam, zdaj boš končal kariero, kadarkoli boš v slovenskih klubih, in se mi zdi, to je redko kdo lahko ima res tak jasen pogled na 20 let tega, veš, to je pa res. Veš, to ne veš tisto tak 5 let, 4 leta, 10 let, ne vem, to je 20 let stari, to je neka doba, veš. Ne vem, kakve so tiste glavne razlike, ne vem, ker to je neka, tako se neko, to je neka daljši razpon, veš. A ja, tako misliš medgeneracijsko ali med klubi? Ne, recimo ne, pač recimo Slovenska liga, veš, recimo tvoje razlike, recimo, ko bi rekel leta 96-97, pa zdaj 2016-2017, veš, recimo, kaj so razlike tiste glavne, veš, med 20 leti? Ja, prva glavna razlika je bila pač, da je bila takrat Olimpija enormno močna, se pravi, bili so ful dobri in v bistvu takrat vsi mladi igralci, to lahko ti potrdiš, Boki, mogoče tudi Anže, ne, si v bistvu želel iti v Olimpijo, ne, to je bilo wow, ne, sam da enkrat prijem do Olimpije, ne, in tudi ostali klubi so bili na dosti višjem nivoju, ne, pač, in zdaj je vse skupaj malo padlo, ne. Pač, to je v bistvu sam pogojeno z pač vlečnim konjem, ne. Vemo, da Olimpija ni več v Euroligi, da imajo dosti manjši budžet in vse to, tako da v bistvu ostale stvari so pa tako na približnem enakem nivoju, ne. Zato Olimpiji tudi ne rata zdaj osvojiti prvenstva, mislim, da od, ne vem, zdaj že 7-8 let niso osvojili, ne. Tako da mislim, da je tu glavna razlika. Ja, to je sigurno, ne vem, jaz pa nisem poštudiral zdaj na tak odgovor, da boš dal to, recimo, to nisem pomislil, ampak je to dejansko največja razlika. Mislim, tam je bilo res tiste dominacije Olimpije, kjer je vedelo se je že vnaprej, Olimpija bo prva, pa ne zato, da bi bila to neka švoh liga. Takrat se mi zdi, da liga bila zelo močna. A veš, mislim, bili so tule klubi, ne vem, ko so imeli tako dobre slovenske igralce, kot tiste dva tujca, ko si takrat imel, ki sta bila nekako res dobra pomagača v klubu ali pa vodilna igralca v klubih, a veš. In tudi kasneje, recimo, potem, ko se je nekako dvignil basket v Laškem, pa potem Krka, ne vem, Domžale, Polzela bila skozi nekako močna, ne vem, so bila tudi ta leta, ko se mi zdi, da je bil basket v Sloveniji najbolj močen, predvsem pred tistim obdobjem, ko potem se nekako odprla vrata, pa so vsi mladi nekako, ne morem rekel pobegnili, ampak so pač normalno šli na neke više nivoje ven. Kaj pa recimo sama, dobro, mogoče težko 20 let je res tak velik razpored, da vidite v kvaliteti lige, ampak vseeno recimo, a se ti zdi, da včasih se nekako za tisto obdobje, govorim, igral boljš basket v primerjavi recimo z ostalimi državami, a veš, kaj mislim, recimo Slovenska liga v primerjavi z ostalimi državami takrat,
pa ne mogoče ne lize 96, ampak tudi kasneje, ko si ti začel potem igrati tam okoli 2000, pa tam, ko si začel igrati recimo te evropske pokale, pa te stvari, pa recimo zdaj, a je ful razlika recimo Slovenije, slovenske lige, slovenskih klubov takrat pa zdaj. Veš, kaj mislim vprašati? Je. In to velika, ne? Tako ko si pa rekel za te tujce, ne? Zdaj v bistvu tujci prihajajo v Slovenijo, Američani, mislim, za smešen denar, ne? Tako, če bi komu rekel, da prije iz Amerike za ta denar, bi se križil, ne? Kako lahko sploh preživiš s tem, ne? Če pa pogledamo, ne, Menolaško, takrat Krka igrala v Euroligi v 2000 letih, ne? Se pravi, drugi klub, Laško je prišlo isto daleč v evropskem pokalu, mislim, da do polfinala, Krka je prišla do finala z Valencijo, ne, takrat v Eurokupu, tako da že sam rezultatsko, če pogledaš, oziroma če pogledate, so velike razlike, ne. Pred kratkim je Krki, nam je uspelo takrat Euro Challenge Suite, ne, pa že to je bilo wow, ne. Tako da zdaj ne vem, ali ne bi vedel točno povedati, ali je slovenska liga toliko stagnirala, ali so pa pač evropski klubi toliko napredovali, ali pa obratno, ne. Ja, ne vem, meni se zdi recimo, da so recimo tudi države, ko včasih niso bile recimo toliko, ne vem, recimo ena Avstrija, pa ena Madžarska, pa ena take države, ko včasih niso bile toliko, sploh niso bile primerljive z slovenskim basketom. A veš, kaj mislim? Mislim, včasih dejansko, ko smo mi šli smilni tudi v mlajših kategorijah, igrati kako tekmo ali pa recimo za kako reprezentanco iz teh omenjenih držav igrati, mislim, to ni bilo sploh, to je bilo brez veze igrati, veš, kaj mislim. Zdaj pa se mi zdi, da se košarka recimo toliko nekako razlezla pa razšila v vse države, da se dejansko tudi drugod malo dvigne basket. In če je v Sloveniji mogoče basket stagniral, tako se sam rekel, potem so te ostale države, če ne prehitele, so pa že nekako skoraj mogoče dohitele. Govorim za sam klubski basket, veš. In to je malo žalostno, se mi zdi. No. In jaz vem, recimo, Smiljan, da smo takrat, ko smo mi nekako bili ta mlada generacija od 16, 17, 18, 19 let, da se je zelo dobro z mladimi delalo. Konec koncev je potem nekako te generacije od leta, ne vem, 78, 79, pa tu nekje do enega 86, 87, ogromno igralcev je tu ven prišlo, ki so nekako naredili kariere. Jaz vem, da smo takrat zelo dobro po več klubih delali individualno. Veš, se je zelo dobro delalo. Kaj ti pa zdaj v bistvu, ko si šel skozi neki teh klubov, recimo, koliko pa ti vidiš zdaj recimo to delo z mladimi, pa nekako ta, predvsem, ne mislim to toliko na mlade, ampak ta nekako ta zagnanost klubov, trenerjev, teh ljudi, da nekako delajo igralce. Veš, včasih je bilo nekako, se meni zdi, brezkompromisno. Veš, bili so trenerji, ki so delali, ne vem, kako so imeli plače, pa ne vem, veš, kaj mislim, ne vem, kako so stali finančno, pa tako naprej, ampak se je delalo, veš, kaj mislim, ne glede na vse to. Ja, zdaj pa ne vem, nisem ziher, če je tako to. No. Nimam tega občutka, čeprav jaz ne moram reči, če ne vidim tega s preroke, veš. Ja, tako kot si rekel, prej je bilo tako, pač normalno, itak, ne vem, v Kopru ful dobro delajo, v Kranju ful dobro delajo, ne vem, zdaj je pa tako, ne, zdaj imaš pa sam par sredin, ki se ve, kjer se dobro dela in pač tam, ki so te malo perspektivni, itak grejo tja, ne, tako da v bistvu se že tu neka baza dela, pač globalizacija košarke oziroma pač celega sveta je naredila to v bistvu, da so vsi so tarče oziroma vsi so na zemljevidu, ne? In zdaj en mladi perspektivni 14-15 letnik je normalno, pač gre v ta v keramiko, naprimer njihov mladinski pogon, ne? In to v Sloveniji poznamo ful veliko takih primerov, ne? In to se zmer več dogaja, tako da tudi tu lahko povemo, pač, da smo mi v bistvu nazadovali oziroma so drugi toliko napredovali, ne? Ja, nekako je, po eni strani tudi treba razumeti, mislim, klube, ker je zelo težko zadržati mlade igralce, veš, mislim, ne vem, zdaj, če jim ne moreš ponuditi finančno, nič, kar, mislim, pa oziroma zelo malo, kar je nekako realnost, pač ne samo slovenske košarke, ampak verjetno tudi ostalih športov, in kar seveda ne bi smela biti nobena prednostna stvar dobenega mladega igralca, finance govorimo, ne, ampak zdaj pa, če mu ne moreš poleg tega ponuditi pa dobrega treninga, pa dobre sredine za napredovanje, pa dobre konkurence v ostalih klubih, pol je res čisto normalno, da mladi igralci pač zapuščajo slovenske klube, pa grejo igrati že kot mladi igralci ven. Zdaj, problem tega se pa jaz vidim v tem, da se doskrat zgodi, da mladi igralci pa ne samo Slovenija. Jaz recimo v Španiji vidim, recimo že v našem klubu v Sevilji, koliko je tu enih
igralcev tujec, pa neki Poljaki, pa neki Čehi, pa neki igralci iz Srbije, pa celo neki Tajci tule, pa tako naprej, ampak se pol te igralci nekako porazgubijo. A veš, kaj mislim, zato ker se z njim ne posveča mogoče toliko pozornice, kot bi pa se v enem manjšem klubu. Veš, in, zaradi tega se mi zdi, da smo mi takrat res imeli srečo nekako v tistem obdobju, da nekako nismo imeli srečo, da nismo imeli te možnosti iti čisto mladi že ven, za 14, 15, 16 letni, a veš, kar bi verjetno takrat, glede na naš potencial in ti in jaz in vsa ta generacija verjetno šli, ampak smo imeli to srečo nekako ostati v Sloveniji, kjer se je takrat zelo dobro delalo in dobro razvija igralce. Ta generacija, ki je dala potem ven igralce, ne vem, če pa Raša do Pomilkota začnem, pa potem od Breze naprej, pa je Lakovič, Smodiš, pa ne vem, ta generacija 80, pa še Lorbek naprej in vse do Dragiča, ne. Smo bili nekako, ne vem, da smo imeli to srečo. Da se mogoče premalkrat zavedamo te sreče, ki smo imeli, veš, da smo imeli te možnosti igrati v klubih, kjer smo si lahko privoščili napake, kjer smo lahko šli, ne vem, skozi ta težka obdobja, pa nekako je vseeno klub te forsiral in si, dokler nisi dozorel, pa postavil igralcev, potem šel ven. Tako da, to je bila nekako tista sreča v nesreči. Kaj pa recimo, Smiljan Polt, recimo tvoj odhod v tujino, iti prvič, pa to je te stvari, veš, ta prvič biti nekako tujci v ekipi, ne vem, igral si v Turčiji, bil si v Grčiji, bil si v Latviji, kako si ti to doživel, ne vem, iti tujino, ne vem, doživeti to spremembo, ne vem, kulture, jezika, pa normalno nek določen pritisk, ker takrat se pa od tebe ne pričakuje več napredovanja nekega, ampak se pričakuje rezultati, veš. Ja, to je pač čist drugo, ne? Ti si pač tujc, prvi si na tepeti, prvi sem šel v bistvu v tujino v Vojvodino, v Srbijo, ne? Ampak tam praktično niti nisem bil tujc, ne? Tam sem res prejel za svojega, tako da tista Grčija, Turčija pa Latvija, tam je bilo pa, ne? Tam ni ono, napaka je, pač prvi si na tapeti, ne? Prvi si na tapeti in moraš biti pač non-stop pripravljen, 100%, ni prostora za neke napake. Ne. Mislim, zato mogoče tudi nisem bil več v tujini, kar mi je mogoče malo žal, da nisem bolj vztrajal. V glavnem sem igral po Sloveniji, ampak vse, pač na koncu je vse okej. Ne, pač. Dobro, ampak nekako glavna svoja leta si posebno, ne vem, tudi vsaj po mojem, no, si pa nekako, kar se Slovenije tiče, si pa dal skozi pol, recimo Olimpija pa Krke, no. Recimo, ne vem, igrati v Olimpiji, si igral tudi Euroligo normalno, ne, nekako 2 sezoni, verjetno. Igrati v Olimpiji, Euroligo, pa pol recimo v Krki tudi igrati konc koncev, ste vi tudi zmagali, mislim, da Euro Challenge 2010 ali 2011, ne. 12. Nekako doma igrati za ta vrhunski basket vseeno, je bilo pa verjetno nekako, saj po mojem, ne vem, ti gledaš verjetno za tebe kot nekako najboljša leta tvoja, no, ne vem, kako se ti spominjaš tega, pa nekako igrati recimo z Olimpiji, Euroligo, pa biti pomemben igralec, pa tako naprej. Se mi zdi, ko si prej rekel, to je bilo le nekako so bile sanje vsakega mladega igralca nekako priti do te Olimpije. Jaz sem bil takrat v Olimpiji in šel takrat prehitro v Olimpijo, recimo. Pa nekako končno to doživeti, ker jaz nisem nikoli zaigral v Olimpiji, recimo ti pa si, no. Takrat je Olimpija še nekaj veljala, med 2-3, 2-4, 2-5, ko si bil tam. Ne? Ja. To je bilo noro, ne? Takrat Olimpija, takrat Euroliga, dobri igralci, dobro vse, to je bila zame posebna izkušnja, ne? To je tako ene, ne vem, 5 nivojev više, kot sama slovenska liga, ne? Mislim, ja, tam sem v bistvu bil na neki prelomnici v Olimpiji. Prvo sezono sem še nekaj igral, ne? Pol drugo mogoče malo manj. Potem sem pa v bistvu tiste najlepša leta sem pa pol doživel v bistvu eno sezono v Domžalah, v Heliosu in pa v Krki, ne? Od 2008 naprej, ne? Pa še sam, ne vem, pismo do 2014. Tam sem v bistvu nekako doživel najlepša košarkarska leta, ne. Ja, no, vmes pa normalno ne moramo pozabiti na Ohrid 2000 in pa zlata medalja z Evropskega prvenstva do 20 let. Anžeja, ti veš, da je dal koš za zmago, da smo se dobili sploh takrat prvo zlato medaljo v zgodovini slovenskega basketa? Ne, v zgodovini
v zgodovini kolektivnih športov v samostojni Sloveniji. Tako. Do takrat, pa so še padale, ampak recimo. No, Anže, ajde. Ja, ABC, A odgovor je Sani Bečirović, okay. B odgovor je Boštjan Ahbar, pa C Smiljan Pavić. Ja, zavalna po C, ne. Ja, ok, bravo. Ja. Bravo, Anže. Pavak, kako se spomniš ti tistega prvenstva, pa bomo pošli na to zadnji zmagovit koš, recimo, nasploh tistega prvenstva. No, pa jaz enih par dobrih zgodbic spomnim, pa če boš ti... Jaz tudi zdaj mi tako čez glavo, ne 3. Ampak to je bilo noro. Mislim, itak imeli smo kvaliteto, ne? Imeli smo pač Sanja Bečirovića, takrat je bil wow že, ne? Bokijan Ahbarja, pa smo v zadnji smo pa ostali igralci nekak. Ampak bolj bistveno, kar smo mi takrat imeli, je bila pa kemija. A ni tako? Ja, to je pa res, se mi zdi, da takrat sem prvič v bistvu doživel, pa dolgo takrat ne, recimo, da je imela kjer ekipa tako dobro kemijo in smo dejansko, jaz mislim, da so imeli ostale reprezentance, ne vem, recimo, če gledam Španija, Hrvaška, Grčija, ne vem, Srbija, Litva takrat, ne vem, to so reprezentance, ki so bile močnejše od nas, dejansko močnejše. Ne glede na to, da smo imeli močno reprezentanco oziroma pač selekcijo tistega leta, no, oziroma generacijo, no. Ampak se mi zdi, naša kemija je bila pa toliko močna in toliko dobra, da smo zaradi tega lahko šli mimo marsikerega nasprotnika, zaradi tega, ker smo nekako bili res, tisto, ko se reče, od prvega do zadnjega neverjetno povezani. In se doskrat, ko študiram nazaj, se provam sam sebe, provam se spomniti, provam gotoviti, zakaj je bilo to tako. Veš, zato, ker skozi leta, ko igraš basket v različnih ekipah, pa se spomniš, ne vem, časih dobrih stvari, časih slabih stvari, pa tak naprej. In časih, ko razmišljaš v kemiji, se sprašujemo, je to bilo res mogoče, da pač so taki karakteri skupaj pridejo, da pa tem ekipi rata, veš, ali je to mogoče, ne vem, delo trenerja, ali je to delo določenih igralcev, ali je to čisto spontano, ali je, ne vem, ne vem, mislim, iščem razlog, zakaj je bilo takrat to, zato ker je bilo res, ta povezanost je bila res neverjetna, no, mislim, tako težko je opisati, ko pa če si del tega, pol veš, da je to res ena taka, ne vem, že bratska, mogoče veza, mogoče malo poetično sliši, ampak je dejansko bilo resno. Jaz mislim, da je bilo vsega pomal, veš. Zoki je tudi pred tem delu naredil uspeh. Zoran Martić, ja, trener. Tako da jaz mislim, da je vsega pomal, ne. Malo smo bili karakteri taki, malo je Zoki dal trener svoje, ne, enostavno smo se ujeli, ne. To je bilo noro, to, ne vem, ko je dal en igralec koš, pa to je cela klop skakala, to so se veseli, kot da je novo letopismo. Tako ni bilo nobene zavisti, da bom jaz dal točko več, ampak to sploh noben niti ni pomislil, se mi zdi takrat, ne. Ja, mislim, da je približno, ne, to se strinjam 100%. Ja. Zdaj ne vem, koliko poslušalci to vejo, ampak to je v bistvu danes skoraj nepojemljivo, ne. Ja, redko v eni košarkarski ekipi. Ja, redko to doživiš. Zato je meni takrat to tak, poleg recimo, ne vem, zlata medalja pa zmagati, tak precej pomemben turnir, no. Je lepo pa super pa vse, ampak recimo bolj mi, a veš, tako mi doskrat me kak novinar spomne, ja, pa 2000, ko gledaš nazaj, pa to recimo, ampak bolj kot to se prvo spomnim te kemije, pa tega, bolj kot medalje, pa bolj kot prvega mesta, veš, in se mi zdi nekako, da je to veliko več pomeni, pa imaš veliko bolj spomine, pa veliko bolj konc koncev tudi veliko boljše izkušnje za naprej, lik zaradi tega, ne. Doživeti to na tak način in tako sem rekel, recimo, ja, skozi člansko reprezentanco smo imeli mi recimo ful dobro kemijo, pa recimo imeli smo generacije, ki smo igrali res povezano, pa res en za drugega potom, ampak recimo tisto leto 2000 to generacijo je bilo res en tak drug nivo, no. V klubski košarki pa zelo težko priješ do take kemije, no. Se mi zdi, to je pa skoraj nemogoče, ne vem. Prej v reprezentanci, recimo v klubski košarki, že če pol ekipe skupaj drži, je že veliko. Je to malo drugačno. Ampak ja, se spomniš kakšne take anekdote, ali ti jaz povem, če se boš ti spomnil? Jaz imam zdaj na lagerju že enih par, ne, tako iz glave. Bom jaz začel, ajde. Tako, zmagal mi četrtfinale proti Grčiji, tako na evropskih prvenstvih, ne, tako da malo povem, ne, je četrtfinalna tekma tista
v bistvu, ki odloča, ali imaš uspešno evropsko prvenstvo ali pa neuspešno. Ne. No, v glavnem mi tako zmagamo. Grke takrat, Papadopoulos, Focis, Diamantopoulos, noro, tako ful dobra ekipa, ne. Vem, da smo jih ful zgazili, tako, in tako utrujen sem bil, ne, tako gremo v garderobo, itak se veseliš, vse super, ne, in tako jaz sedim na klopci, pa tako en soigralec je v bistvu odtrguje tuš iz zida, presežen, cel tuš. Ne bom povedal imena. Kaj, povej, da je bil Milan Klepo. Kaj ja, Klepo. Klepo. Itak. Ne bomo šparali tudi nič. Ja, no. Stari, ne vem, če že veš, Pava, ta podcast se imenuje Podrobnosti, stari. Okay. Čak, Klepo je tuš iz stene v tehno. Okay. Ja, trgu, pač trgu. Ne? Ja, lepa. Ja, in takrat jaz sedim tako v garderobi, on je šel že po tuš, pa tako reče, Pava, vidim, da si zmatran, ti se kar tu stoširi, ne pa mi da hužno cel. Mi smo jokali od smeha. Ja, to je bilo, takrat smo dejansko celo garderobo uničili in ne vem, a veš, že je take... A veš, pod tušem, ko imaš ti razen taka stojalca v steno prebita za milo. A veš, tako bi ti rekel, taka mini polička, no, sorry. A veš, ko je tak, ne vem, recimo, je prišel, Jokić je takrat prišel do mene, soigralca, ne, in je v bistvu, sem tako rekel, kaj bo, mi gremo pol finale, pa sem tako za svojo šapo, tako po uni policiji, pa kar tako odletela je po tleh, tako bam. In veš, to smo kar tak se je lomilo, to je bil en tak vandalizem čisti, ampak iz enega takega veselja mi smo tako celo garderobo razjebali do konca. In ne vem, je bilo takrat to smiljam po tisti tekmi, ko je v bistvu Zoki ni hotel biti več trener, ali bo to, ne. Mi smo šli pol naprej, takrat se še ni razvedlo, ja. Mi smo v bistvu potem v polfinalu premagali Hrvate, ja, ker je Sani, mislim, dal na koncu 2 odločilna prosta meta. In mislim, da je bilo po tej tekmi, da je pa Klepo, mislim, pa ne sem Klepo, vsi, ampak mislim, da je bil tudi Klepo, mislim, ni bil samo on kriv, ampak ja, njega se spomnim, da je v bistvu vzel gasilni aparat, pa po parkirišču pred dvorano začel špricati z gasilnim aparatom. Ne. In tu je pol Zokiju Martiću pač postalo malo sumljivo, vse skupaj in normalno, to je bil en dan potem, ko smo garderobo razbili in se je to malo razvedlo. In normalno Zoki je bil tako šokiran, da on ni hotel voditi naše tekme v finalu proti Izraelu. Tako da smo mi v bistvu bili par ur pred tekmom brez trenerja. Dobesedno brez trenerja, ker je on odstopil, tako prav dejansko odstopil, veš, zaradi tega. Večer pred finalno tekmo. No tako. Prišel do mene pa rekel, ok, ti si kapetan, od danes naprej, če jutro to nekaj napišete opravičilo, pa ne vem, plačate vso kazen, vse, kar ste naredili, ker ni bila sam garderoba, ne. Tudi hotelske sobe so bile malo razdejane. Razdejane. Okay. Zdaj ti malo postaja jasno ta kemija znotraj ekipe. Ja, sem jih hotel reči, ful, res. Ja. Imam še eno na hitro zdaj. No, čak, hotel sem samo to zaključiti, sorry, Pava, da pol v bistvu dejansko je potem on vstopil, drugi dan vem, da smo se še na dan tekme je še Mimi Bičirović, se pravi Ata od Sanija, še rihtu, da bi popravili garderobo, pa da bi plačali to nekot nazaj, pa nek denar založil, pa nekaj vse, da bi se to lahko porihtalo. Na kar smo mi šli na tekmo, na finalno tekmo proti Izraelu, kamor sta na bus zamudila Sani pa Primož Brolih, ker ste igrali v sobi še FIFO pred tekmo na PlayStationu. A se spomniš? Tega smo v bistvu mi. Finale. Mislim, totalno razštelani začeli ta finale, kar se ne bi smelo spodobiti za eno tako ekipo, ko smo bili mi na koncu zmagali v zadnji sekundi, ki je dal Pava koš in na tak način pol dobro to prvenstvo. Tako da se pravim, no, ne vem, ne pozabno. No. Pava, povej, kaj si hotel reči. Ja, prvo sem hotel reči to, da tisti, ki je Klepo z unim gasilnim tako, na parkingu, ne, jaz tega nisem videl, ampak tako, to je bilo v Ohridu, sreda avgusta, se mi zdi, itak 40 stopinj, pa tako prijem ven, pa sem rekel, ko je snežilo tu pismo.
Ne vem, že če si kdaj prazen šel gasilski aparat, pa to dejansko ogromno te snovi noter, tako ogromno. Ja, za en tak parking, za en tak cel parking. To mislim, da je bil v Ljubljani mestni šport nekaj cajta, tako da sem to prevečkrat videl. Ja. Ej, pa še nekaj imam. Veš, takrat, v bistvu, koliko smo skrbeli en za drugega, ne. Mija sva bila cimra, zraven sobo sta imela pa pač itak Lepo, pa Jokič, ne. Ja. In tako, tako sva ležala, ti si bil ful utrujen in tako pride Jokič, rekel, ej, da te ne bo zeblo. In tako s name vrata od omare dol, taka ogromna vrata, in je dal na bok, da te ne bo zeblo, te bom jaz pokril z unimi vrati. In ti si se toliko smejal, da nisi mogel unih vrat dol, ker so bila toliko težka. To je bilo itak polomljeno, on je to utrgal ven iz omare, to ni tak snel lepo, ker on s svojimi šapami tega ni mogel sneti, ampak jaz sem trgal. Tako da, mi, po mojem, če ne bi mi takrat recimo naredili rezultata, bi bil Oreng problem na zvezi. Pa tako, mislim, da bi imeli tak Oreng problem, ampak je bilo hitro nekako to vse pozabljeno, ampak dejansko, Anže, smo mi takrat naredili en tako Oreng pizdarijo tam, o kateri se danes zelo malo govori, no, po mojem. Bom pa nekaj rekel, bom pa enega kolega potunko malo in sicer Luka Šefic, novinar, ne vem, ga poznaš ti, Anže? Ja, vem, kdo je, ja. Ja, Luka Šefic je pa takrat zamudil na avion nazaj, pa naenkrat v priliki on sam pove, zakaj, pa sam tako mu rekel, da je bilo pivo v igri, to mu rekel. To je bil srečen za nas, da ni vejo aviona. To je bil Ohrid 2000, ja. No pa, recimo zdaj, ko ne vem, za ta bo ta karijera, ne vem, tako s neko 20 let dejansko že igraš profesionalni basket, isto kot jaz, nekako vmes uspehi, paci, usponi, ne vem, tujina, domače prvenstvo in tako naprej. Kaj misliš početi, ko boš enkrat basket nehal? A boš ostal v basketu, imaš to željo nekako biti košarki? Izkušnje tvoje so sigurno nekako neprecenljive, pa recimo, ne vem, da se to skozi na igrišču, odlični trenerji, različne lige, ne vem, konc koncev biti imeti nekako ta zmagovalen, nekaj bi temu rekel, pa ne bom zdaj rekel zmagovalne srce, ampak konc koncev, ne vem, biti tokrat prvi, pa biti tokrat zraven zmagovalnih ekip šteje, veš, ne vem, a misliš to kaj, ne vem, probati naučiti po karieri, ali se nekako oddaliti od košarke, kaj gledaš na to? Ne, to definitivno ne. V bistvu sem že naredil pač en ta tečaj. Zdaj v bistvu uradno lahko treniram ekipe do 14 let. Aha, tega si že... To sem že naredil, ja. Tako da nekako, ampak naprej, to je bilo že 2 let nazaj, veš. Naprej pa niti ne razmišljam, ker zaenkrat me ne bi veselilo, da bi bil nek trener neke članske ekipe, ampak dobro, ajde, mogoče se to kje spremeni, ampak zaenkrat bi tako, ne vem, to delo z mladimi zaenkrat rečem, da nam 6, sem že rekel, tako da. Kaj sem, jaz mislim, da ne vem, celo življenje sem v košarki, tako da težko si v bistvu predstavljam življenje brez košarke, ne. Če pa kaj drugega delamo, pa še na rekreacijo hodil, tako da. Če ne drugega, bomo tam basketirali, ja. No, to sem nekako že videl na kampu, ko delamo poleti, da v bistvu imaš to ful veselje z mladimi delati, veš, nekako se ti vidi, da te nikoli ni odveč, ne vem, priješ, ko imamo treninge, si tam pred treningom ostajaš, po treningu s tam mladimi, ne vem, nekako delaš in se me to ful veseli, da si nekako, veš, ko pač v kampu, ki ga imamo koprat, da si nekako postal del ekipe, pa ne sem zato, da bi zdaj bil kot nek friend zraven pa neki, ampak dejansko, da Oreng delaš, tako da se mi bi zelo škoda, da ne bi probal tega nekako speljati na mlajše generacije, tako kot sem že večkrat rekel na tem podcastu, je res tisti najboljši občutek nekako deliti to pol naprej, pa pol vije, da nekomu drugemu rata, se mi zdi, da to je nekako tak zelo cool feeling, no, delati te stvari, tako da to je sigurno fajn. Kaj pa recimo, poleg košarke, recimo, ne vem, Anže, ti veš, smo se že pogovarjali, te meso Pava smo noter v Formula 1, če spadla pa to, tako da. Ne vem, avti vedno, vem, da si nekako imel do avto, zdaj si bil na zadnje, si bil recimo na Ljubljanskem sejmu avtomobilskem, pa to, da malo pokomentirati za to zadeve, da gremo malo ven iz basketa. Ker vem, da si navdušen za brzino, čeprav sam saj upam, da ga ne rad stisneš preveč po gasi. Ne, v bistvu, ja, malo bil sem divji voznik prej, zdaj pa v bistvu zadnja 3 leta, odkar imam sina, se mi zdi, da sem se kar umiril, ne. Tako da vozim po omejitvah. Drugače pa, ja, vse sem tudi plačal dosti kazni. Ej, a veš da, Anže, mene enkrat pa Oreng zajebo.
z avtomobili. Poslušaj to forum. Jaz tudi sebe smatram za dokaj mirnega voznika, pa res ne rad teram. Pa spomniš se kdaj, ko smo ki vozili, vedno dej bolj počasi, vedno unik, ko nazaj drži pa to, veš. In enkrat smo imeli en tekmo z reprezentanco v Mariboru, nekako se mi zdi, in smo šla skupaj v Ljubljano, smo rekli, da gremo v Horsa na Ljubljano, ne vem zakaj. Pač imeli smo konc enega ciklusa reprezentance, vsi smo šli domov, jaz sem bil na poti na obalo, pa se mi zdi, da je šel tudi domov v Ljubljano, kamorkoli že, in pol smo rekli, ajde, da gremo na Horsa skupaj v Ljubljani. In prijemo v Ljubljano in šla smo na izhod tam na konc Šiške, jaz ne vem, kak je tisti izhod, ampak ja. In prijemo do prvega semaforja, Anže, in on meni tek reče, pa jaz sem bil, ne vem, kjer avto sem takrat imel, sej mislim, če se eno. X5, komuno, 4. X5, aha, ja. Lahko se povem. Ok, ti veš bolj, kot jaz. Koliko kubikov, koliko celske gume. V glavnem, se ustavimo na semaforju, pa tek pripelje z rumene na levi strani, pa reče, dej stari, dej gremo do naslednjega semaforja, dej ga stegni do konca, da vidim, kaj ga nese, veš, pa je stekao, dej neno, veš, ful neno, pa noč je bila, ura je bila, tako ne, polnoč nekaj takega. Pa on, dej stari, dej, sem tako ne 200 metrov, sam da vidim, kaj gre, jaz pa ne vem, kjer ga ti takrat me opava, no, vseeno. In kao jaz, ajde, prazna cesta, res dobenega nikjer, nekaj ne dela zvečer v Ljubljani ali karkoli že. Ful pozno zvečer, ja. Ja, ful pozno, mogoče bo še kasneje, 1 po noči, pa kaj takega. Pa jaz, ajde, može. Pa tek zelena luč, pa ga stegna maksimalno, pa tako ne 50 metrov, 100 metrov, sam naenkrat na moji strani lučka ven, veš, sam pava, pa nič, pa sam vam naprej na levem pasu, jaz pa ven, problem, radar, sem ti, jaz sem rekel, jebem ti pava, pikulino. Tako da, prvič pa zadnjič, ko sem šel tekmovat z avti, oziroma z tavo, no, tako da, to se ne hitro ponovilo, no. Za konc pa, povej mi, prvak Formula 1, kdo bo letos? Vettel, ne? Aha, okej. To si pa to hitro rekel, da... Ja, ki spremljamo ful na polno, to je mi zdaj, imamo našo grupo. Bo šel z nami, že gremo verjetno na Madžarsko letos gledati. Bo šel leto? To me čist mika, se pravi, mislim, včasih več gledal, kot zdaj, no? Ja. Zdaj malo spremljam, odkar smo imeli podrobnosti zanč, tako zdaj malo bolj pa vaše tweete tam gledam, ki se skosom pogovarjate. Ja, jaz sem McLaren forever, stari. Jaz sem McLaren, sem že cel življenje, stari. Ja, v redu je. Vikaj me, prosim. Jaz sem iz obdobja, ko se bežno spomnim Sene in Honda McLarena, ne, potem pa Mika Hakkinen je bil moj človek, tako da tak je life. A veš, kaj je life? Evo, jaz nikoli nisem bil tako moštveno usmerjen, bolj sem bil tako dirkaško, ne, in v bistvu sem tudi za Hakkinena takrat navijal, ne. No, tako je, a se lahko že spet tikava. Ja, pošteno. Ja, lahko jaz še eno stvar rečem. Ja, dej. Zdaj Pava igra v Šenčurju, ne? In nosi 13-ko, sem Tom rekel. To je številka, ki jo je pred njim v tem klubu nosil, pač en drug človek, ki je na tem opadu. Zdaj pa zapokljeno vprašanje. Kdo je nosil pač 13-ko v Šenčurju? Prej. A. Jaka Hladnik. B. Ciril, ne vem, Todorić. Ja. Ali tretja možnost, Anže Tomić. Anže, a si bil ti? Ja, a te nehi? Ne, pa da si bil ti. Ja. Vem. Ja, dejansko, Pava ima moja cifra. Ja, škaj je, tako bom rekel, Anže, očitno nisi pustil dovolj velik pečat, ker niso vekovečili tvoje cifre. Ja, niso jo dali pod straf, to se je za me. Jaz sem imel drugače Šenčurju, ta prvo let sem imel 4, pa je pa Roman Horvat v letu. In smo imeli prvo trening tekmo in jaz sem se že oblekel v 4 na trening tekmo. Že oblečen, čakam, da grem ven. In prije do mene reče, ne, da je 4 men. To pa ne bo šlo. Ja, sem rekel, da je 4 je moja, ali je tako, ok. In mi da tako 13, ki mi reče, sej, 1 plus 3, 4, kulje. To je bil argument. In od takrat sem pol 13. Tako da je. Nisi se več bomo,
Romano Horvat bom jaz kaj rekel, res. Ja. Okay. To ne moreš več. Ti si stara šola, ki se starejše spoštuje pismo. Res je. Danes moramo za ušnice talati pismo, če ne. Pa še to ne zaleže. Ja. Ne, pa drugače pa nujno moraš obdržati en svoj dres, pa da bova enkrat lahko 3-3 ali nekaj, da igrava vsako svojemu dresu. Ta rumenga imam doma. Ja. Aha, jaz ga še nimam. Dejansko imam. Ja, okay. No. Tomič 13, unok smo prvo ligo igrali v en let. Tako da, ker v redu. Lepo. Imam feeling, da bi bili kar zajebana trojka, če bi se mi spravili poleti špilati. Anže, ne bi kaj tvoja kolina zdržala. Pa zdaj le so v redu, sam nočem zvedeti, kaj bi bilo. Se ga bomo pošparali malo. Ne, Anže bi bil lahko krilo, ko bi sam iz avta izvajal. To je to, zmenen. To je čist podpišem. Krilo. Ti si krilni igralec. Ja. Dobro, fora, ja. V glavnem, Pava, še sprašuješ, Anžeta, za kak nasvet glede telefonov, pa to, ko vedno nekaj prek Twitterja se doskrat, ali sta se bocka, ali kaj je že bilo, vse to se meni zdelo. Pa spavamo na WhatsAppu, na vsaki dok cajta vleti s kakšnim vprašanjem, to je dejstvo. Pa ti pa še ne dva, ki jih imamo na Twitterju, pa še dva zmerom retweetata od Android Authority International Giveaway, kar mi je toliko dobro, da mislite, da bojo kdaj vas žrebali. Jaz pa zadnjič Paviču pošljem message, rečem, Pava, ti imaš nekaj zjebano na Twitterju, zato ker ti skozi nekaj retweeta. Majke mi. Pojma pa reče, ne, to jaz namerno retweetam, pa spoh ne vem, zakaj se gre, pojma nijo. Ne, takrat je ta Pixel XL, zdaj itak, ker se ga težko dobi, takrat sem ga res 2 tedna zapored, pa pač nisem ga dobil, tako da sem ostal še na nekaj. Jaz te ful štekam, sploh za Pixla. Sploh za Pixla, za Pixla se splača tudi upati, ker je dejansko, ga ne moreš dobiti. Ja, pa retweetati, Čakaj, v telefonih debata ne bo padla zdaj. To je že konc, BlackBerry že umrl. Ja, je, ne. Če vsak dok vidim nekimi, folk mi konstantno pošilja na Twitter še vedno novice, kadarkoli karkoli o BlackBerryju. Jaz imam največ folka mi piše o tem, ne o basketu, ne vem, ne o čemerkoli drugem, o BlackBerryju je največ, kad folk mi piše. Jaz sem tak, ajde više. Ampak ba je, da ni še koncem že, tako da upanje umre zadnje. Ne, tudi upanje je že umrto, pokopano, sedmina je bila. Okay. Res je konc. Okay. Gosti se že pojedli. Ja, več ali manj. V glavnem, full thanks za danes. Mi bomo itak poleti sigurno spet v Kopru naredili v času kampa en podcast, ki že počas postaja tradicionalen. Pa imamo že par idej, kaj bi lahko letos naredili skupaj z ne vem, bo še Grega prišel, pa še Čmer zraven. Ali Janez, ali Miha, ali pa oba, pa bomo pa naredili eno tako so lani, kaj smo imeli že lani, virtualno 3-3, turnir, Abu Dhabi, ali kaj že. Ja, Abu Dhabi. Tako da to je mogoče tiste, ki niste slišali, bila je taka zanimiva epizoda o virtualnem basketu, ki smo jo posneli lani poleti, pejte nazaj pa zbrskite. V glavnem, Pava, ful hvala, itak smo skozi na vezi, pa bomo še kdaj naredili, tako se neko, če ne prej itak poleti se pol slišimo prek podcasta, oziroma bomo spet snemali skupaj. Kje te folk najde na internetu? Čak, ti si najbolj na Twitterju, ne, sej drugo nisi. Druge nisi. Ja, Svina Pavic, dajte mu malo zatežiti. Boki, kje si pa ti na internetu? Jaz sem Boki Nahbar. Odlično. Jaz sem pa ti pa? Že, kje si pa ti na internetu? Tako. Jaz sem pa Anzeta, povsod. Kadar pa ni na internetu, ga pa lahko najdete na ljubljanskih pločnikih, ker v Nelo longboarda. Tako. Ja, pa kaj? V Nelo? Kaj pa v Nelo? Ne vem, pomeni. V Neto si hotel, ne? Ja, okej. Nisem se mi zataknilo. Ne, škaj, to je ta španščina, se jaz to zdaj razumem. Muy caliente. Si senjor. Tako da, to je vse znam. Dan so začeli tule za Semana Santa, ne vem, če veš, kaj je Semana Santa, ampak to je dejansko tako zgleda, kjer se, mislim, da enih 50,000 ljudi, od oka 50,000, verjetno več, no, ampak 50,000 ljudi obleče v isto, kot so tisti memberi of KKK, a veš. Dejansko nič nimajo za KKK, ne, ampak dejansko se oblečejo v te kapuce in pol hodijo po mestu, pa nosijo te njihove križe, pa njihove Marije, pa vse to.
kar je sicer lepa tradicija, ampak moram samo reči, da moji ameriški soigralci so čist presrani. Let's leave it at that, veš, in zdaj njim razlagati, da je vse ok, v glavnem. Bomo zaključili s to temo, da ne bomo šli predaleč, oziroma pregloboko. Pava, hvala ti, res. Pa smo na vezi. Anže, admin za na koncu. Vale, tale podcast je del mreže Apparatus. Dajte nam kakšno oceno v iTunesih, to ful pomaga. Pa sledite Twitter-accountu, afna podrobnosti, početaj si, ki ga fuda Sužen strokovnjak. In pa, če nas podprete, to pa je tako daleč največ pomeni, to pa naredite tako, da greste na apparatus.si/podpri. In to je bil admin. Super. Okay. Pa bomo veselo rekli srečno. Stara, Pava, se spomniš v Mariboru enega starega pijančka, ki je vedno rekel srečno, pa ne za večno. Ne za večno, pri Slavici. Pri Slavici, ja. Kamor smo hodili po vsakem treningu na zelo zdrav obrok, pohan sir z tatarsko maglo, pa s pomfrijem. Zato smo pa danes tako močni fantje. Ok, ajde. Srečno. Ja, pa ne za večno. Čau. Pa tako melodično, veš. On je rekel, srečno, pa ne za večno. Aj, čau. Čau. Čau.